Kvadratni koren. Nekaj stvari smo si že pogledali s tem, ko smo zaokroževali kvadratne korene. Danes pa si bomo pogledali enega izmed najbolj pogostih števil, iracionalnih števil, bi rekla, oziroma realnih, kvadratni koren. Namreč koreni, pa potem še kake te konstante, na primer pi ali pa ali pa kakršnakoli taka števila, to sestavlja večino teh iracionalnih števil. No, in kvadratni koren. Zdaj, potencirali smo že in smo recimo potencirali 5 na kvadrat. Koliko smo dobili? Dobili smo 25, ne. Pri korenu se pa vprašamo ravno obratno. Katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo 25. Zdaj, ko se tako vprašamo pri enostavnih številih, je to enostavno, damo 5. Da pa ne pišemo vedno s temi kvadratki, pa napišemo tako. Koren iz 25 je koliko, ne? In dobimo to petko tu. Se pravi, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo 25. In kvadratni koren ima v bistvu tule dvojko, zato je kvadratni 2, ne. Ampak, ker je tako pogost, potem pri kvadratnem korenu ne pišemo te dvojke. Se pravi, kadarkoli imamo koren, je isto, kot če bi tule bila dvojka. Kvadratni koren. In kako zdaj to definiramo, ta koren? Ja, število a je kvadratni koren števila b, če velja, da je a na kvadrat enako b. Vem, definicija je tako, ni zmedena, je točna, ampak v resnici, kaj se mi sprašujemo, ko računamo kvadratni koren? Se pravi, če imamo koren iz števila 36, v bistvu se vprašamo, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo 36. In odgovor je 6 in ta šestka je tukaj, ne. Se pravi, katero število moramo potencirati s tistim številom, ki je na korenu. Ne, in v našem primeru je definicija tale. Definicijo zapišite, morate pa pač znati računati kvadratni koren. Tako, gremo na vaje. Izračunaj koren 16. Koren 16, ja. Katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo 16? 4. Se pravi, koren iz 16 je 4. Zdaj, glede na to, da že lahko imate kalkulatorje, lahko to seveda vnesete v kalkulator ali pa naredite to na pamet, ne, ni treba tako kot v osnovni šoli. Če imamo koren ulomka, potem je pravilo, da korenimo vsakega posebej. Koren števca s korenom imenovalca. 4 pod korenom, se pravi, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo 4, je 2. In pa koren 9 je 3. Se pravi, 4 devetine je 3 polovice. Tako, zdaj pa imamo še zraven en x tule. Produkt korena, bom jaz malo na večje tule napisala, se pravi, imamo 4x na kvadrat. Koren nesemo na vsakega, se pravi, koren iz 4 krat koren iz x na kvadrat. Zdaj, v prvem letniku še ne rabite vedeti tako veliko s temi koreni pa potencami, potem v drugem letniku bo tega več. Zdaj pa koren 4 je 2, se pravi, smo posebej korenili ta del. Koren iz x na kvadrat, se pravi, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo x na kvadrat. To je x. Lahko si zapomnite, da vsako potenco tule, ki jo imamo, delimo s številom, ki je na korenu, v tem primeru z 2, ne. Kako bi potem dobili koren iz x na 4? Ja,
katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo x na 4. V resnici moramo dati na kvadrat. Do tega smo prišli tako, da smo 4 delili z 2. No, recimo mogoče malo težja, če imamo x na 6. Se pravi, katero število moramo dati na kvadrat, da dobimo x na 6. Ker se potence med sabo množijo, s čim moramo zdaj množiti dvojko, da dobimo šestko? S 3. Oziroma, če bi to malo poenostavili si, s čim moramo deliti zdaj šestko? Z dvojko, ne. Vedno delimo potence z 2 in dobimo tukaj 3, ne. Se pravi, tukaj imamo tudi napisali, kadarkoli korenimo spremenljivko s kvadratnim korenom, kot v tem primeru, eksponent delimo z 2, če bi kdo pozabil, a ne. Okej. Gremo naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!